Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če spremljate kasneje preko YouTuba in me želite spremljati v živo, so povezave na moj Patreon spodaj v opisu in pripetem komentarju. Če pa želite še naprej spremljati preko YouTuba, se pa ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega livea. Kje smo mi zdaj ostali? Danes je sreda, 11. marec, in mi smo včeraj tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu in 1-urnem časovnem intervalu pri Bitcoinu spremljali tale naraščajoči trend, ki je bil zdaj očitno izgubljen tako na 15-minutnem časovnem intervalu, kot tudi na 1-urnem. In tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, včeraj sem prav spremljal, se je tukaj zgodila kar ena hinavska igra, kjer smo v bistvu za moment že izgubili trend in potem je prišel tale velik odboj navzgor. No, in potem smo ga šli še enkrat testirati in očitno smo ga zdaj izgubili. Pri tem padcu smo pobrali tudi tele stave na rast, ki smo jih označili včeraj, tako da tega ni več. Gledali smo tudi tale prejšnji dvojni vrh in njegovo neckline mejo in včeraj smo se je dejansko šli dotakniti, kot vidimo tukaj, in od nje smo bili zdaj zavrnjeni. Zdaj je vprašanje. Tukaj imamo neko konsolidacijo in tukaj imamo tole podporo, ob katero smo se zdaj zadeli že kar nekajkrat. To je podpora na okoli 69.500. Zdaj trenutno se nagibam k temu, da bi jo morda lahko izgubili. Zabijamo se ob to horizontalno podporo z vedno nižjimi vrhovi, vsaj trenutno tako izgleda. Ampak še vedno pa lahko dobimo kakšen odboj. Trenutno imamo kar praznine od spodaj in od zgoraj, kar se tiče likvidnostnih območij. Enako izgleda tudi tukaj na 1-urnem časovnem intervalu. Enostavno trg se ne ve odločiti, kam bi šel. Vidimo tele cikcakaste svečke gor in dol, tako da to bo treba zdaj malo počakati, da nam trg prikaže jasno smer. Zdaj vseeno tukaj na tej horizontalni meji so se pred kratkim nabirale nekatere dolge pozicije. Sigurno imajo stop losse naštimane tam čisto nekje spodaj, na okoli 69.400, tako da bom tudi to označil. Po mojem pa tudi ostaja tukaj zgoraj likvidnost, ki smo jo tudi že označili. Zdaj, mi smo se te meje dotaknili, nismo pa šli prav globoko vanjo. Tako da tudi tukaj zgoraj so likvidnosti na okoli 72.000, kot nam bo prikazal zdaj kasneje heatmap. Pa dajmo si ga kar pogledati. Tukaj sem jaz tale heatmap naštimal na 3 dni, da mi malo bolj oddaleč prikaže. Zdaj, kaj nam tukaj prikazuje? Ljudje, ki so stavili na padec, imajo stop losse tukaj na 72.000. Tako da to je naša meja od prej. Bomo videli, če bomo mi slučajno šli to pobirati še, ali pa je prišlo zdaj do preobrata s tem padcem in to konsolidacijo, ki smo jo dobili. Je pa spodaj kar precej likvidnosti ljudi, ki so stavili na rast. Tukaj imamo eno kar pomembno, 68.200.
Pa potem je tukaj 67.800 in potem so še tele 65.000, to je tudi ena naših mej, in pa spet 65.200, torej tam nekje okoli 65.000. Poglejmo zdaj še Ethereum. Tudi Ethereum mi trenutno ne izgleda ravno najboljše. Tukaj je celo šel še nižje od tele neckline meje. Dajmo reči, sicer je zelo grd vzorec, dajmo reči, da je tole dvojni vrh, ki se je zadrževal tukaj na neckline meji. No, tukaj bi bila neckline meja, ki jo zdaj v bistvu testiramo na okoli 2015. Tudi Ethereum je imel svoj trend navzgor, ki smo ga zdaj očitno izgubili. In je tudi malo neodločen, prav tako kot Bitcoin. Ima pa kar precej dolgih pozicij, kot vidimo tukaj. Tale vijolična črta na enournem časovnem intervalu kaže nabiranje kar precej dolgih pozicij, tako da ljudje so očitno kar pozitivni, kar se tiče Ethereuma. Bo pa treba zdaj res počakati, morda na ameriški čas, da vidimo, kako se bo trg odločil, kar se tiče tega gibanja. Trenutno je ta konsolidacija. Imamo zgornjo mejo pri Bitcoinu na tam nekje 70.100. Tako da, ja, trenutno ni neke jasnosti. Tudi tukaj sem gledal, če dam na en dan, kje je zdaj, 24 ur. Ja, vidimo tukaj spodaj se nabirajo nekatere dolge pozicije, ampak zgoraj je pa kar praznina. Tako da morda tisti, ki so stavili tukaj zgoraj na padec, so vedeli, kaj delajo in lahko gremo zdaj pobirati pozicija tukaj spodaj. Kaj pa vi mislite, kar se tiče tega? Se morda strinjate s to tehnično analizo, mislite, da bomo šli dol ali gor, kar napišite spodaj v komentarje pod tem videom, če spremljate kasneje preko YouTubea. No, če se mi želite pridružiti v živo na Patreonu, tam je tudi chat, mi lahko date kakšen predlog za kakšno kriptovaluto, ki jo lahko še dodatno pogledamo. In seveda, se priporočam tudi za kakšen všeček, vsekakor to kar precej pomaga YouTube kanalu. Komentirajte spodaj in ne se pozabite naročiti na ta kanal, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega live-a. To bo tudi to bo vse trenutno za danes. Če bo slučajno kaj novega, kaj pomembnega, bom jaz to dodatno obveščal preko Patreona, preko objav na Patreonu. In tako, zdaj pa vam jaz želim še en lep dan naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.